Kia je imela še do nedavnega v ponudbi tudi zelo prestižno limuzino z V8 benzinskim motorjem. No, danes ima tudi v Ameriki pretežno 4-valjne motorje, ampak glavnino predstavljajo 6-valjni motorji. 6-valjnik pa lahko pri Kii dobimo tudi v Evropi. Recimo v tistem mikavnem, atraktivnem Stingerju, ki so ga pri Kii naredili predvsem zato, ker ga preprosto lahko. Danes pa imamo na sporedu V6, s katerimi ima Kia zelo velike prodajne načrte, ker je to EV6, električni V6. Pri Kii bodo seveda rekli, da gre za EV6, ampak če se sprašujete, ali bo Kia nam pripeljala tudi EV8, se pravi električni V8, je precej verjeten odgovor ja. Gre namreč za nov način poimenovanja Kiinih modelov od EV1 do EV9. Poglejmo torej, kako se je na to elektrodobo pripravila Kia. Takoj po špici. Kia je že večkrat dokazala, da elektropogone razume in obvlada. Namreč električni Soul je bil v obeh svojih generacijah bolj prepričljiv avtomobil od marsikaterega konkurenčnega elektroavtomobila. Ampak električni Soul je električni avtomobil tiste prve elektrofaze, se pravi avtomobil, ki ima dosege tam dobrih 200 km in ne namerava nadomestiti prvega avta v družini. No, ta EV6 pa je dejansko to, prvi avto v družini. Prvi električni Kiin avtomobil, ki je narejen na novi platformi, zasnovani za izključno električne avtomobile. Se pravi, gre za enak pristop, kot ga je ubral recimo Volkswagen ali pa Renault ali pa sestrski Hyundai. Je pa pri Kii nekaj zelo očitno. Direktno napada Tesla. EV6 je namreč čisto krvni nastopaški kupe. In ne boste presenečeni, če vam povemo, da se glave za tem avtomobilom ves čas obračajo. Mimoidoči glasno komentirajo, a to je tista nova huda Kia. Ampak če se vrnemo k Tesli, EV6 napada tako model 3, kot tudi tisti napihnjen model 3, model Y. Pri Kii so uspeli z enim samim avtomobilom ponuditi tako družinsko uporabnost, kot tudi klasično kupejevsko obliko. Ampak če oddaleč ne deluje, pa od blizu ni nobenega dvoma, to je kar velik avtomobil, družinski. Celo nekaj terenskih primesij križancev najdemo na tem avtomobilu. Tisto, kar je bistvenega pomena, v tem avtomobilu se tudi zadaj potniki peljejo kar precej udobno. Prtljažnik bo zadostoval vsaj tistim bolj nezahtevnim potnikom, ki ponavadi ne peljejo kakšnih velikih kockastih predmetov. Kupejevska silhueta seveda pobere svoj davek. Je pa EV6 od omenjene konkurence nekoliko varčnejši avtomobil. 22 kWh za 100 km je v bistvu kar realen podatek in zlahka dosegljiv tudi v teh zimskih dneh. Seveda pa si ne obetate, da boste pravili recimo dolgo pot po zimi, recimo do Mihna. Mi smo to preizkusili. Tukaj zgoraj vam ponujamo povezavo na našo zgodbo, na naš podvig. Se pa nekako zdi, da s tem avtomobilom lažje dosežeš recimo 300 km realnega dosega. Tukaj v notranjosti je vse zelo podobno kot v novem Sportageu. To pomeni, da imamo tudi tukaj v EV6 takšen velik upognjen zaslon. Je pa nekaj posebnosti, pravzaprav pomanjkljivosti. Ta sredinska konzola tukaj izgleda lepo, ampak ta stikala tukaj so pa na prav nepravem mestu. Ko jih želimo pritisniti, so namreč včasih kar malce neodzivna. Ko pa hočeš v bistvu nastaviti kakšno klimo, se nehote zgodi, da pritisneš tudi na primer gretje volana. In ta dvofunkcijska ploščica, občutljiva na dotik, je nekako zadovoljiva. Vsekakor pa menimo, da je to v resnici kompliciranje. Mi bi veliko raje imeli ločena gumba za nastavljanje glasnosti in pa za uravnavanje temperature klime.
Podobno komplicirane vidimo recimo tudi pri tem volanskem obroču, ki ima samo 2 kraka. To je pač moderno. Nas pa ta volanski obroč pripelje do največje pomanjkljivosti, ki je EV6. In to je sistem za ohranjanje na voznem pasu. Namreč na regionalnih cestah je ta sistem kar precej občutljiv in včasih piska tudi, če ne zapeljemo čez črto. Ampak tudi, ko se s tem avtomobilom vozimo po avtocesti, Kia ves čas nekako popravlja in vozi levo, desno, nikakor ne vozi lepo, mirno, naravnost, kot recimo to zna modelu Sportage, ki ima novejši sistem. No, v tem primeru smo mi ta sistem redno izklapljali. In hvalimo, da je možno dobiti tudi prediktivni tempomat. To je tisti tempomat, ki zna samodejno dvigati in spuščati nastavljeno hitrost glede na prometne omejitve. Ampak v praksi ugotavljamo, da ta tempomat ne zna tako zelo dobro predvidevati kot recimo prvoligaška konkurenca, recimo tista iz Wolfsburga. Kar se tiče možnosti za polnjenje vašega recimo mobilnega telefona, je Kia EV6 zelo dobro založena. Ponuja vam tudi, da recimo med vožnjo polnite vaš prenosni računalnik. Na voljo pa je tudi, da energijo te Kie izkoristite tudi za napajanje kakšne druge električne naprave. Mi smo recimo energijo tega avtomobila izkoristili zato, da smo kar sredi zasnežene Rogle prižgali lučke na eni najbolj naravni smrečici. EV6 je tih električen avtomobil, ampak poprečno tih električen avtomobil. Je tudi udoben električni avtomobil, ampak tudi tukaj je poprečno udoben električni avtomobil. Je pa nadpovprečno dinamičnega karakterja. Lahko ga sicer vozite tudi na eko, ampak svoj pravi karakter pokaže, ko preklopite v program Sport. In ja, če se sprašujete, v tem avtomobilu dobite tiste klasične, mikavne, električne pospeške, s katerimi se razni elektrofeni zelo radi považijo, v praksi jih pa redko uporabljajo, ker šparajo doseg. Ampak pozor, ne pozabite, kaj so rekli pri zavarovalnici Triglav, kaj so ugotovili na podlagi svojih izračunov. Če ne veste, o čem govorimo, predlagamo, da kliknete tukaj gore in poslušajte njihovo izjavo. Skratka, če povzamem, nobenega dvoma ni, da bo ta avtomobil postal uspešnica. Uspešnica, ki bo dosegla točno toliko kupcev, kolikor jih bo Kia uspela narediti. Pri Kii točno vejo tudi, koliko je ta avtomobil vreden. In vreden je zelo veliko. Veliko pa hkrati pomeni tudi veliko preveč. Ampak seveda, ravno toliko preveč, kolikor so preveč vredni tudi konkurenčni električni avtomobilom. Ja, še vedno govorimo o avtomobilih, ki so primerni predvsem za early adopterje, za tiste, ki hočejo imeti novo tehnologijo prvi. Še posebej pa je ta EV6 namenjen tistim early adopterjem, ki hočejo, da se to svoje pionirstvo tudi naven vidi. V naši videoteki imamo tudi električno Kio, s katero se boste lažje zgubili v množici. Seveda, poglejte Soula. Če pa vas zanima, kolikšen je realen zimski doseg z vašim naslednjim klikom, se torej odpeljite v München.